You've grown stronger here than I ever could have imagined. The only way to know how strong is to keep testing your limits. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun, Cal. In time, you will help them accomplish wonders. Wow, ste vi videli Bitcoin? Seveda ste vsaj čuli za njegovo legendarno rast, če ne bi to pač pomenilo, da živite pod kamnom. Ampak, je Bitcoin neustavljiv, dokot lahko zraste in kdaj bo zadev v zid? Ogromno ljudi sedaj spremlja PiCycle Top Indicator, ki naj bi nakazoval vrh trga. Ta cikel bo kmalu dosežen, ali to pomeni, da je vrh blizu? Kaj bo z altcoini? Ogromno vprašanj. Predlagam, da kar začnemo. Ampak najprej tudi opozorilo, seveda. Trgovanje s kriptovalutami prinaša kar velike rizike, zato ne tega jemati kot finančne nasvete, saj tudi nisem vaš finančni svetovalec. Ok, gledamo dnevni graf Bitcoina, kjer vidimo, da se je izrisal naraščajoči trikotnik oziroma ascending triangle, kar je izredno bullish oziroma bikovski signal. Vendar pa tudi Bitcoin že kar precej kaže znake utrujenosti, kar najbolj nakazuje tale RSI bearish divergence, kar pomeni, da se cena Bitcoina se viša, RSI se pa niža, kar je sicer izredno bearish oziroma medvedni signal, kar tudi pomeni, da bo prišlo v bližnji prihodnosti do večje korekcije. To je tedenski graf Bitcoina, kjer vidimo, da je bearish divergence še bolj očiten, kot le vidimo se RSI vedno bolj niža, medtem ko cene so vedno više, čeprav zdaj se počasi ustavlja, ampak jaz mislim, da bo še naprej zraslo na podlagi tega le ascending triangla oziroma naraščajočega trikotnika. Poleg tega imamo tukaj še en slab znak. Namreč že zelo dolgo časa se nismo dotaknili tele modre črte. To je tedenski 21 EMA, kar je v bistvu eksponentna drseča sredina. To pomeni, da nas
v prihodnosti, v bližnji prihodnosti čaka res kar konkretna korekcija, ampak Bitcoin še ni rekel ta zadnje. In seveda, ta pravo vprašanje, ki se postavlja zdaj je, bo Bitcoin kmalu dosegel vrh? Ogromno ljudi sedaj spremlja ta graf, saj nakazuje, da bomo pri Bitcoinu kmalu dosegli vrh, kar tudi pomeni, da sledi medvedji trg. Pi Cycle Top Indicator je ustvaril Philip Swift leta 2019. Kadarkoli gre oranžna črta nad rdečo, kot vidimo tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj na primer, imamo do zdaj 1, 2, 3 take točke. Torej, kadarkoli se to zgodi, kadarkoli se oranžna črta prekriža z rdečo, je ponavadi nakazalo, da se bo približno v roku 3 dni zgodil vrh. In kot vidimo, ti dve črti sta lih zdaj tik pred tem, da se bosta prekrižali. Če na primer približam jaz tukaj, pa še malček, pa še malo, sta si že kar precej blizu. Baje, da sta samo še 2 dneva do tega, da se prekrižata. In sicer res je, ta indikator je pravilno nakazal prejšnje vrhove, ampak tukaj vidim nekaj hakeljcev. In sicer, trenutno se je to zgodilo le 3-krat, torej imamo samo 3 točke za proučevanje zanesljivosti tegale indikatorja. Indikator je tudi kar mlad, ustvarjen je bil leta 2019 in je baziran na price action izpred tega leta. Tretji hakeljc, ki ga vidim, je, da ni parabolične rasti, kot jo vidimo pri prejšnjih 3 križanjih, naprimer tukaj, tukaj, pa tudi tukaj vidimo kar precejšno parabolično rast, medtem ko tukaj je ni videti, se vidi, kot da se počasi zaustavljamo. Poleg tega pa na trgu še ni videti takega pohlepa, kot se ga ponavadi vidi tik pred vrhom oziroma pri vrhu. Tukaj imamo tudi še en indikator, Bitcoin Investor Tool, ki nakazuje, da tudi nismo še blizu vrha, saj kot vidimo pri prejšnjih vrhovih, kot naprimer tukaj, pa tukaj, pa tukaj in tukaj, je cena vedno šla čez zgornjo črto, kar pa trenutno temu ni tako. In tudi dvomim, da zdaj trenutno bo šla, ker mislim, da Bitcoin nima dovolj moči. Ta graf tudi nakazuje, po mojem mnenju, dokot lahko še zraste Bitcoin. Možnosti sta sicer 2, lahko se še naprej pomika v stran, ali pa se cena povzdigne vse do zgornje črte, ki trenutno nakazuje, da naj bi to bilo tam nekje okoli $75,000. Potem bo vsekakor sledila tudi korekcija, ki bo kar huda, ampak bo tudi hitro pokupljena. Panika ob tej korekciji zna biti precejšnja, vendar bodo po moje skrbi odveč, saj se le tako trg znebi tresočih rok, ki jih je vedno več, trenutno kot opažam. Bitcoin bi se lahko pri tej korekciji spustil vse do tedenskega 21 EMA, ki trenutno nakazuje na okoli $40,000, lahko se za moment zaradi panike na trgu spusti še nižje. To pa je tedenski graf altcoinov oziroma graf market capa, ki izključuje Bitcoin. In kot vidim, vse kaže na to, da bojo altcoini v sledečih tednih naravnost blesteli. RSI sicer trenutno deluje kot bearish divergence, kot smo videli prej pri Bitcoinu, vendar se lahko poravna do prejšnje višine, ki je pa tam nekje 96. Kar je sicer najbolj zanimivo tukaj, je pa stokastika RSI, ki je tukaj obkrožen z rdečim, ki pa nakazuje bullish in pozitivni momentum. Torej, kolikor jaz vidim, se bližajo zelo dobri časi za altcoine. Kar je pa do neke meje seveda, oziroma po večini, odvisno tudi od samega Bitcoina, kako se bo obnašal v prihodnosti. Tako, to je to za danes, upam, da vam je bil video všeč. Pustite všeček, če vam je bil, pustite tudi ne všeček, če vam ni bil.
Vsaj tako vem, če sem na pravi poti. Vesel bom tudi vaših komentarjev in diskusije spodaj in želim vam lep dan še naprej. Se vidimo v naslednjem videu.